Za slovenski visokogorski svet so v poletnem času značilne hitre in nenadne vremenske spremembe z nevihtami in padcem temperature tudi pod 0 stopinj. Če temu prištejemo še razgiban teren, je seveda nujno, da se pred odhodom na turo primerno pripravimo. Psihofizična pripravljenost je predpogoj za vse udeležence. Pri tem ne pozabite na ramenski obroč in trebušne mišice, ki vam bodo še kako koristile pri nošenju težkega nahrbtnika. Z vzponi na bližnje vzpetine in v sredogorje se postopno pripravite na daljše napore z nahrbtnikom, obenem pa spoznavajte zakonitosti življenja v gorskem svetu. Preden se odločite za pohod v visokogorje, je zelo pomembno, da si pridobite dovolj informacij o terenu, vremenu, poteh, stezah in možnostih zavetja v kočah. Informacije boste pridobili v raznorazni vodniški literaturi, zemljevidih. V veliko pomoč pa vam bodo tudi lokalni poznavalci kot so lovci, alpinisti in gorski reševalci. Ob tem je seveda zelo pomembno, da spremljate vremensko napoved. Za vsakega vodjo pohoda je pomembno, da se pred začetkom prepriča o opremljenosti vseh udeležencev. S tem si bo prihranil prenekatero težavo na pohodu. Pozabljene rokavice, na primer, so lahko tudi v poletnem času v visokogorju vzrok za ozebline. Pred odhodom ne pozabite na primerno količino tekočine, kajti 1 liter pijače v vročem dnevu vam gotovo ne bo zadostovalo. Pri osebni opremi sta zagotovo najbolj pomemben del opreme dobra obutev in pa soliden nahrbtnik. Pri rezervni obleki bi rad opozoril na nogavice in majice, ki jih ni nikoli dovolj. V gorah vladajo spremenljive vremenske razmere z naglimi spremembami temperature, tako da ne pozabite na toplotno zaščito in pa zaščito proti dežju in vetru, z anorakom in pelerino. Vkolikor se odpravljate v zahtevnejši svet, k opremi sodi čelada, nekaj pomožnih vrvic, 2-3 uponke z matico in če se odpravljate v še zahtevnejši svet, tudi plezalni pas. Prva pomoč mora imeti vsak posameznik. Če je pa to večja skupina, pa še toliko več. Potem imamo tukaj zaščito proti soncu, vetru in pa klopom v sredogorju. Zraven sodi še pribor za osebno higieno, vžigalnik, nož. Vkolikor je v gorah še sneg, je obvezen del opreme tudi cepin in pa dereze. Svetilka med pohodom nikakor ne sodi v roko, ampak si jo pritrdite na naramnice nahrbtnika ali izberite čelno svetilko za na glavo. Na vsaki turi imejte pri sebi topografsko karto, kompas in višinomer. Pri topografski karti bi rad poudaril, da vkolikor se gibljete po zavarovanih poteh in stezah, potem bo zadostovala karta v merilu 1:50 000. Vkolikor pa se odpravljate v brezpotje, potem zagotovo potrebujete karto v merilu 1:25 000 s plastnicami na 10 metrov. Za večje skupine z vodnikom je že obvezna radijska postaja. V gorskih enotah Slovenske vojske pa vedno jemljemo s sabo tudi univerzalna nosila, nekaj dodatno alpinistične opreme in vrv. Pri pakiranju nahrbtnika si velja zapomniti naslednje. Na dno nahrbtnika sodi oprema, ki jo boste potrebovali za prenočevanje. Oprema, ki jo potrebujete med pohodom, pa sodi na vrh nahrbtnika ali v pokrov. Rezervno obleko zvijte in vložite v polivinilaste vrečke zaradi dežja in zunanje vlage, pa tudi zaradi prepotene in premočene obleke, ki jo nosite v nahrbtniku. Zaradi pravilnega težišča težje dele opreme zložite v hrbtni del, obleko in ostalo dele opreme pa v sprednji del nahrbtnika. Vsaka malenkost pri pripravi opreme za pohod, ki jo postorite doma, se vam bo zunaj na terenu bogato obrestovala. Zato si oglejmo najbolj pomembne. V hladnem vremenu ne boste imeli težav z odpiranjem in zapiranjem zadrge, če jo podaljšate z vrvico, ki jo privežete na zadrgo.
Rokavice naj bodo na vrvici, da jih ne izgubite, kar je v mrazu lahko zelo nevarno. Varnostne zaponke različnih velikosti pritrdite v notranje žepe jopiča. Na notranji strani pokrova nahrbtnika nalepite lepilne trakove za razna popravila. Na pas nahrbtnika nataknite vsestransko uporabne elastične trakove. Nepogrešljive dele opreme imejte vedno na sebi pritrjene na vrvico. To je nujen ukrep za primer, če izgubite nahrbtnik. Okrog vratu si obesite kompas in uro, ki se na roki lahko poškoduje ali jo izgubite. V žepe sodi še višinomer, nož, ključi in piščalka, ki je primernejša za klic v sili kot vaš glas. Zemljevid zložite v nepremočljiv ovitek in v stranski žep. Prav tako je priporočljivo, da imate pri sebi astronavtsko folijo. V žepe si dajte nekaj tablic suhega sadja, čokolade ali piškotov za prigrizek med pohodom. Na ta način ohranjate energijo in blažite lakoto, zvečer pa si privoščite izdaten obrok, ki ga boste med spanjem mirno prebavili. Pripadniki gorskih enot nam bodo sedaj prikazali, kako si prilagodite nahrbtnik na ustrezno dolžino in velikost, in sicer na vojaškem nahrbtniku, univerzalnih nosilih in civilnem nahrbtniku. Pri napolnjenem nahrbtniku popustite vse trakove ter ugotovite njihov namen. Preverite tudi vse zaponke in obeske. Naložite si nahrbtnik in nastavite spodnje ramenske oprtnice, tako da nahrbtnik lepo leže na hrbet in ramena. Sezite za hrbet in zategnite hrbtne trakove. Lega nahrbtnika naj bo čim višja in pokončna. Zategnite pas nahrbtnika. S tem boste velik del teže prenesli z ramen preko medenice na noge, kar je zelo pomembno. Na koncu zategnete še zgornje ramenske oprtnice, da potegnete nahrbtnik proti hrbtu in premaknete težišče nahrbtnika višje. Naj ob tem opozorim na dve napaki, ki se najbolj pogosto pojavljata. Prva je ta, da je celotna teža nahrbtnika na ramenih. To je utrujajoče in dolgo časa s težkim nahrbtnikom tako ne boste zdržali. V drugem primeru pa je ravno obratno, in sicer je tukaj celotna teža nahrbtnika na bokih, vendar so naramnice popuščene, tako da nahrbtnik pleše levo in desno. To pa je zelo nevarno na izpostavljenih predelih, kjer vas lahko vrže iz ravnotežja. Kolikšna je lahko teža nahrbtnika? To vam bodo v veliki meri pokazale izkušnje, vsekakor pa naj bo to manj kot 25 kg. Pri vzponih na najvišje vrhove in po izpostavljenih poteh pa je 10 kg največja varna teža. Kljub temu, da smo danes govorili samo o opremi, ne pozabite na telesno pripravo. Zato ob koncu tedna kar pogumno pot pod noge. Za dolge pohode velja nameniti veliko pozornost stopalom in obutvi, ker nosijo težo telesa in tovora. Med pohodom se večkrat sezujte in preglejte noge, pri obuvanju pa upoštevajte naslednje. Če ste nagnjeni k žuljem ali imate kurja očesa, si na občutljiva mesta preventivno nalepite distančnik ali blazinico. Za dolge pohode je idealno, da obujete 3 pare nogavic, vendar nikakor manj kot 2. Tanke notranje nogavice vpijajo vlago in varujejo kožo pred bolj hrapavo in debelejšo nogavico. Zunanja nogavica služi za izolacijo in udobnejšo nošnjo čevljev. Na koncu si obujte še stare tanke nogavice, da ne obrabite prvih. Pri izbiri obutve upoštevajte teren, letni čas in težo, ki jo boste nosili. Za nošnjo bremen in na meliščih, na primer, športni copati ne pridejo v poštev. Platneni čevlji so primerni za hojo na kratke razdalje in na lahkem terenu. Za visokogorje in težak nahrbtnik pa je še najboljša rešitev soliden usnjen gojzar z dobrim podplatom. Novo obutev pred dolgimi pohodi dobro razhodite in zmehčajte z vsakodnevnim mazanjem. Vkolikor za to ni časa, na pohodu večkrat na dan preglejte stopala, da ne bo majhen žulj postal resna težava. Preden obujete čevlje, si na debelejše nogavice nataknite gumijast ali elastičen trak, ki se lepo prilega nogi, vendar ne ovira krvnega obtoka. Hlačnice potegnite navzdol ter jih zatlačite pod trak.
To je veliko bolj udobno kot zatikanje v čevelj. Poleg tega vam robovi hlačnic ne bodo premočili nogavic in stopal. Pri zavezovanju čevljev enkrat za spremembo preizkusite tako, da na eni strani vezalke naredite vozel in zavežete čevelj samo z enim koncem. Ta način je enostavnejši, vezalka pa se varno in zlahka spravi za čevelj. V rosni travi in blatu so zelo praktične in priporočljive gamaše, ki jih po uporabi preprosto operete in osušite, hlače in nogavice pa ostanejo suhe in čiste. Pri oblačenju je najboljši slojni sistem. 4 tanjši med seboj ločeni sloji vas bodo veliko bolje ščitili pred mrazom kot 2 debelejša sloja. Spodnji sloj obleke je bombažna majica ali majica z dolgimi rokavi. Drugi sloj naj bo ohlapen, vendar mora ščititi žile na vratu in zapestjih. To je srajca ali puli. Tretji sloj je volnen pulover ali velur. Zgoraj pa naj bo jopič ali anorak, ki ščiti pred dežjem in vetrom. Hlače naj bodo dovolj prostorne s stranskimi žepi iz materiala, ki se hitro suši. Nepremočljive vrhnje hlače uporabljajte samo v močnem dežju, ker se boste sicer izdatno potili. V močnem soncu, vetru ali dežju si zaščitite glavo s kapo. Če ste postorili vse potrebno pri telesni pripravi in opremi, potem vam bodo še tako dolgi pohodi v užitek in veselje. V gorskih enotah v prvih dneh gorniškega usposabljanja v šali radi rečemo, da se učimo hoditi, kar pa ni daleč od resnice. Zavedamo se, da je izurjenost v detajlih tudi v navidez čisto preprostih stvareh, kot je hoja. Pri urjenju tehnike hoje v gorah dajemo velik poudarek elementom, ki vam jih bomo danes prikazali. Koraki naj pri vzpenjanju ne bodo predolgi. Hodimo s celo površino stopal in ne samo po prstih. S prsti zadnje noge se odrinemo do kraja, da čim bolj pomagamo nogi, ki dviga telo. Po zmerno strmih pobočjih se najlažje vzpenjamo v ključih. Spodnje stopalo obračamo po pobočju navzdol. Tako smo bolj stabilni, obenem pa varčujemo z močjo. Na zelo strmih pobočjih za stope izkoristimo vsako vdolbino, z rokami pa skrbimo za ravnotežje. Za šope trave ne vlečemo, ker se lahko nenadoma izpuli ali nas poreže po rokah. Tudi na označenih poteh, v brezpotju pa sploh, se velikokrat srečujemo z gladkimi, poševnimi skalnimi ploščami. Stopala postavljamo z vso površino, da ustvarimo kar največ trenja. Zelo nevarni so drobni kamenčki, ki se pod nogami spremenijo v rolerje brez zavore in padec je neizogiben. Pri hoji preko skalnih pragov se že srečamo z elementi plezanja. Pri tem upoštevamo pravilo 3 opornih točk, torej vedno morajo biti v stiku s skalo obe nogi in ena roka ali obe roki in ena noga. Teža naj bo na nogah, to pa dosežemo tako, da boke pomaknemo noter, telo pa naj bo odmaknjeno od stene. Roke samo naslanjamo na steno, vkolikor pa prijemamo oprimke, oprimke potiskamo navzdol in noter, nikakor jih ne vlečemo iz stene. Tudi pri hoji navzdol obremenimo celo površino podplata. Noge naj bodo v vseh sklepih prožne in v kolenih nekoliko pokrčene. Sunke korakov lovimo z boki. Gornji del telesa naj bo rahlo upognjen, tako da celotno telo deluje kot vzmet. Pri takem načinu hoje bodo res bolj trpele mišice, vendar se bomo izognili bolečim sklepom in poškodbam hrbtenice. Preko navpičnih skalnih stopenj se stopamo obrnjeni z obrazom v steno. Začnemo iz počepa. Noge so v razkoraku, ena roka je med nogama, druga na zunanji strani in tako se počasi spustimo navzdol. Huda napaka je,
če imamo noge skupaj. Takole. To vas zelo hitro vrže iz ravnotežja. Pri sestopu preko strmih skalnih stopenj z obrazom v dolino obstaja nevarnost, da se nam zatakne nahrbtnik. Posledica tega je padec na glavo, zato tak način sestopa uporabljajte samo, če odstavki niso prestrmi. Drobnemu grušču se na vzponih raje izogibajte, ker vam bo pobralo preveč moči. Če že morate po melišču navzgor, potem izberite večje kamne, ki jih obremenjujte počasi, zato da vam ne zdrsnejo izpod nog. Sestop po melišču je s solidno obutvijo za izkušenega pravi užitek. Zato so primerni jeziki drobirja, kjer se le prestopamo in drsimo navzdol. Zanesljiv in varen korak vam želimo na vaših izletih ali na usposabljanjih v enotah Slovenske vojske. Gozd je svojo floro in fauno življenjsko pomemben tako z ekološkega, za vojake pa tudi z taktičnega vidika. Seveda je naša prisotnost za okolje večja ali manjša obremenitev, odvisno pač od tega, kako se v gozdu obnašamo. Tako kot na drugih področjih so tudi tukaj potrebna pravila, ki jih moramo spoštovati. Ne poškoduj drevesnega lubja in debel. Pri gradnji bivakov zato ne zabijamo žebljev v drevesa. Če ne drugega, kovinski tujki kasneje poškodujejo motorno žago. Za izdelavo bivaka uporabljamo pomožno vrvico, ki jo nato odstranimo. Ne meči noža ali sekire v drevesno deblo, ker je to lahko začetek umiranja drevesa. Če deblo uporabljamo za sidro, ga zaščiti tur, ki so manjše od 3 metrov. Mladi gozdni nasadi so tudi zaščiteni. Če je le mogoče, se zato držimo poti in ne obiramo bližnjic. Na strmih gozdnih pobočjih s tem dodatno povzročimo erozijo. Ne kuri ognja v gozdu. Nevarnost gozdnega požara je stalna, zato ne kurimo odprtega ognja in ne mečemo cigaretnih ogorkov po tleh. Ne preusmerjaj vodnih tokov. Zajezitev, preusmerjanje in napeljevanje še tako majhnih gozdnih potočkov ima ob naraslih vodah lahko katastrofalne posledice in je zato prepovedano. Ne zadržuj se v bližini krmišč za divje živali. Gozdna divjad zaživi ob svitu in ob mraku. Če jo takrat na krmiščih vznemirjamo, še bolj objeda drevesa. Ne koplji v bližini dreves, ker s tem poškodujemo ali uničimo koreninski sistem, to pa zopet pomeni propad drevesa. Izogibaj se bivanju v gozdu ob močnem vetru in neurju. Ni treba posebej poudarjati, da so padajoče veje in drevesa ter odlomljeni vrhovi smrtno nevarni. Za seboj počisti in ne puščaj sledov. Smeti ne zakopavamo ali jih skrivamo pod kamenje, ampak zložimo v vrečko in odnesemo seboj. Prazni konzervi, na primer, odrežemo dno in skupaj s pokrovom zbijemo skupaj, da ne bo zavzemala dodatnega prostora v nahrbtniku. Po končani vojaški vaji za seboj počistimo tulce manevrskega streliva in vso ostalo opremo, kar moramo upoštevati že pri načrtovanju vaje. Na terenu vedno določimo prostor za zasilno stranišče. Po odhodu ga zasujemo in označimo s palico. Če je le mogoče, na teren pripeljemo kemično stranišče.
Prepreči izlitje strupenih snovi v podtalnico. Še posebej so nevarna motorna olja, ki iztekajo iz vozila, zato na parkiriščih v naravi pod motor namestimo posode. Izurjenega vojaka spoznamo tudi po tem, kaj ostane za njim v naravi. Odvržene konzerve, kosi opreme in polomljene veje so prvi znak, da je bil pred nami nekdo, ki se v naravi ne znajde najbolje.